Pozdravljeni na ta čudovit majski dan. Pozdravljam vse članice in člane študijskega krožka Svet pred domačim pragom, ki so danes z menoj, in vse, ki se danes niso mogli udeležiti našega srečanja in našega pohoda. Pozdravljam tudi vse, ki spremljate naš YouTube kanal. Danes je pred nami en lep dan, lep pohod v okolico našega Šmarja. Naša pot se prične tukaj, pred kulturnim domom na ploščadi, kjer smo že, lahko rečem, mogoče se 100-krat zbrali. Nadaljevali bomo po Rimski cesti, skozi Korpole, na Belo, Preloge in končali na Bobovem. Najboljše, da kar začnemo. Pohodniški krožek mi pomeni rekreacijo, duševno sprostitev, druženje, predvsem tudi pa spoznavanje okolice, ker nisem ravno tukaj domačin, ne. Drugače sem pa tukaj že v tem krožku sem že 7 let. To že kar en čas je to, ne. Tako da je zelo lepo, pa uživam v tem. Pohodniški krožek mi pomeni predvsem druženje. Se lahko hodimo tudi sami, ampak če smo pa v skupini, je pa to čisto nekaj drugega. Veliko se pogovorimo, izkušnje si izmenjamo, lepo nam je v glavnem. Sem pa članica že od začetka, to približno 10 let, mislim, da je. Izvrstni spominčki so na vse naše pohode, kajti zavedali smo se, da danes ne bo več včeraj in jutri ne danes, zato smo se udeleževali vseh teh naših pohodov in pohodekov, ko nam jih je organizirala naša Mira, dobra volja, okolje, družba, prekrasna družba, vsi ste krasni, lepi, ne. Tako da smo si vedno rekli, ne, kljub vsaki bolečini, danes ne bo več včeraj in jutri ne danes, ne. In se moramo srečevati do poslednjega zdihljaja. Ostal mi je v spominu najbolj tale pohod, ko smo šli na Jamnik. Ena skupina je šla po lažji poti, druga je šla pa po daljši poti. Potem so se pa eni izgubili, pa smo jih mi iskali. Mi dve z Miro smo kar naprej hodili iskati, kje je Vanč, kje je Jože, nikjer ni bilo nobenega. Pa smo 2-krat prehodili eno in isto pot, na koncu smo se pa srečali. Ampak vsi so bili utrujeni od prehojene poti. Pa smo pa šli vsi do cerkvice, tam smo si pa natočili enega domačega iz našega kraja. Modro Frankinjo smo spili, da smo bili vsi dobre vole. No, tudi pohod na Okrešelj, se pravi, je bila nekako precej močna skupina. Starejši so nekje počakali pri Slap Savico, malo korajžni pa
do planinske koče na Okrešlju, ki je žal danes ni več, ostala je v krasnem spominu. No, sledeče ture so bile tudi na Boč, okolica Boča. Lahko bi še naštevali, bilo je super, prekrasno, za vsakega po nekaj. Ta korona ni prizadela samo nas pohodnikov, saj je prizadela, bi rekla, cel svet, ne samo nas, ampak mi, ki smo tako navajeni skupaj hoditi, se družiti, lepo imeti, zdaj naenkrat pa ostati lepo doma. Fizično se res nismo mogli srečevati, bili smo pa si vsi blizu. Zelo blizu bi rekla, tako da pogrešali smo pa tole, kar se vidi danes na tem pohodu, čebljanje in čebljanje in čebljanje. To nam pa manjka. Potencialnim prihodnim članom pohodniškega kroža priporočam udeležbo, ker ljudje smo socialno bitje in potrebujemo druženje z sočloveki, s prijatelji, ker če si doma utopiš, si zadovoljen vsak dan z nečim manjšim, če se pa družiš, dobiš nova obzorja, raziskuješ lahko svoj kraj, potuješ po naši lepi deželi, raziskuješ in vidiš in s tem tudi utrjuješ svojo psiho. Pridite, poiščite prijatelje in raziščite naše kraje. Takole zaključujemo naše pohode. Navadno z kratkim druženjem. Lepo nam je. Tole bi bil zdajle verjetno nekje 160. pohod v zadnjih 10 letih. Članov je bilo od 15 do 70, 80. Mi smo razširjeni krožek, svet pred domačim pragom, kjer spoznavamo naše kraje, naše okolice naših krajev in potujemo tudi po Sloveniji in občudujemo lepote naše dežele. Tako danes hvala vsem, ki ste se udeležili in pa hvala vsem vam, ki spremljate naš YouTube kanal, vabljeni in nasvidenje v naslednji sezoni, priključi se nam naj še kdo, vsi ste dobrodošli. Lep pozdrav!